Jaz sem zelo vesel, da smo danes z komunalnimi podjetji, z Družbo za ravnanje z odpadno embalažo opravili prvi posvet na področju embalaže. Cilj je bil pogovor na temo našega predloga interventnega zakona za ravnanje z odpadno embalažo in svečam. Jaz ugotavljam, da kot država smo zatajili sistem za ravnanje z odpadno embalažo. To nas je pripeljalo do tega, da imamo velik ekološki problem, da imamo velik sanitetni problem, predvsem pa imamo zelo velik varnostni problem na komunalnih podjetjih, ker ne moremo več zagotavljati varnostnih ukrepov med samimi kupi odpadne embalaže. Zato je tudi ministrstvo predlagalo interventni ukrep zakon, ki bi šel po nujnem postopku v proces državnega zbora, zato da bomo lahko zagotovili financiranje države za odvoz kup odpadne embalaže, ki so zdaj na skladiščih, in pa zagotovili bolj učinkovit sistem vnaprej. Se pa zavedam, da to ni sistemska rešitev, ampak moramo v zakonu o varstvu okolja od novembra naprej ga bomo aktivno začeli pripravljati, da bomo potem vzpostavili sistem, ki bo učinkovito deloval, tudi že vpeljevali smernice, ki jih prinaša direktiva, ki jo moramo uvesti leta 2020. Zbornica komunalnega gospodarstva ocenjuje današnji posvet kot zelo uspešen. V bistvu je bila izkazana velika mera dobrega sodelovanja med našo zbornico in ministrstvom in pa seveda nek optimističen pogled vnaprej, da se ti kupi odpadne embalaže odstranijo. Jaz sem vesel, da je prišlo do tega posveta in mislim, da je bilo izrečeno veliko koristnih stvari, pa kar sem najbolj zadovoljen, da je bilo izrečeno nekaj stvari, ki jih do zdaj ni bilo. Skratka, dve zadevi. Ena intervencija, ki je treba razrešiti, to, da ne bodo jutri stala komunalna vozila in doma stale posode polne odpadkov in vreče, kar se ne sme zgoditi. In to mora rešiti interventni zakon in takojšnji pristop, in to je minister tudi obljubil. Jaz sem v imenu občin povedal, da smo pripravljeni absolutno sodelovati pri tem in mi pravzaprav želimo in zahtevamo, da smo zraven, saj smo ne nazadnje občine odgovorne za te stvari, da se takoj zelo hitro pripravi nova zakonodaja, nova osnova, da bo uredila in da ne bo prihajalo več do takšnih stvari, ki so. Se mi zdi, da je ta današnji pogovor odprl vsa ta vprašanja in nakazal smeri razvoja.